Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije. V zadnjem junijskem tednu, v katerem beležimo nekaj pomembnih dogodkov. Nastopile pa so tudi šolske počitnice ter uradni del poletja, ki pa ni prav nič poleten. Svet pretresajo nepojmljivi tragični posnetki iz Amerike. Doma pa nič pretresljivega, razen izvolitve predsednika Državnega zbora, bo pa verjetno do uradnega nastopa nove vlade preteklo še kar nekaj časa. Za informativno oddajo tega tedna pa smo posneli nekaj dogodkov, ki bodo gotovo pritegnili vašo pozornost, zato prijazno vabljeni k ogledu. Na obzorju odprtja kopalne sezone v mestnem kopališču pa tudi njegova obnova. Slovenjebistričanka Mateja Kobala je izdala svojo prvo zbirko pesmi z naslovom Čez Rime do zime naj se ljubezen prime. Ob dnevu državnosti in zavzetju vojaškega skladišča osrednja občinska proslava na Zgornji Ložnici. Slovenjebistriški borci za vrednote NOB so se udeležili prireditve nad železno kapljo na avstrijskem Koroškem. V rubriki Lokalne novice tudi o osrednji občinski slovesnosti ob dnevu državnosti na Zgornji Ložnici. V Slovenski Bistrici so odprli mestno kopališče. V začetku kopalne sezone in načrtovani prenovi bazena smo se pogovarjali z Marjanom Štimcem, direktorjem javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Moram reči, da letos smo mi pričakovali po razgovorih, ki smo imeli na občini, da bomo že delno imeli obnovljeno tehniko in delno obnovljen školjko bazena, ker je dejansko zelo težko to skupaj spraviti, da sploh še lahko deluje. Potem pa smo prišli do tega, da tega ne bo in smo postorili vse, kar treba. Staro vodo odstranili, bazen razkužili, poribali, čistili, vso okolico čistili, tehniko pripravili toliko, kako jo lahko pripravimo v tem sestavu, ki še je, ker ti, ko so prišli to gledati za novo, so rekli, da pač ni drugo, kot vse to novo narediti, ker je ta stara dotrajala čistne. Mi se predvsem bojimo elektrike, ker je v teh prostorih zelo vlažno in je neprijetno to delati, ampak naši fantje so se tega navadili in bo bazen spet pripravljen, vsaj tako, kot je bil v prejšnja leta. Mi se trudimo, da bi ga stalno bolj. Z vodo tako nimamo ni dar problemov, tako da mislim, da bo pa še eno sezono še takšen, kot je. In kako je s cenami? Cene bojo ostale enake kot lansko leto. Nismo nič spremenili. Sem tudi po drugih gledal, da ne. Sicer je pa to, moramo tako povedati, kdo se hodi kopati sem. Tukaj največ se kopajo otroci. In to popoldan. Tako da letos smo pač spremenili toliko cenik, da nimamo več celodnevne karte ali pa popoldanske karte. Imamo pa celodnevno karto, ki pa je 1 evro manj vredna, kot je bila prej. Tako da tisti, ki so prej hodili samo popoldan, lahko to zdaj dopoldan pridejo, pa ne bo nič več plačali. Po končani kopalni sezoni vas čakajo obnovitvena dela. Kaj vse pravzaprav zajema ta obnova? Ja, glede na projekt, ki smo ga zdaj nazadnje obravnavali, bo celotna školjka preoblečena v keramiko, bo večja, kot je sedaj, bo po tistih merah, kot je bil prvi bazen, ker tako je zdaj bazen, ta je drugi bazen, ki ima aluminijasto školjko, in je približno 1,5 metra manjši, kot je bil tisti, ko je bil prej. Tako da bo zdaj v keramiko celotna zadeva oblečena, potem bo popolnoma nova tehnologija, to pomeni čiščenje vode, sfiltriranje, pa tako naprej bo popolnoma nova tehnologija in bo tudi predstavljena izpod zemlje v nadzemne prostore. Potem bo ta vzhodni del zgradbe, ki je na vzhodnem delu kopališča, bo obnovljena in bojo tu vsi prostori, ki so potrebni po zakonu za bazene, to pomeni prostor za reševalca, WC, prostor za prvo pomoč in vse ostalo, kaj mora biti. Tisti del zgradbe bazena, ki je pa na
severni strani, tisti bo pa odstranjen in bo tam ograja, pa celotna ta ploščad bo namenjena z novimi ploščami. V nadaljevanju pa se predvideva, da bi izven te ograje na drugi strani, tam ko je zdaj trava, da bi tam naredili igrišče za odbojko na mivki. Pa še preko ceste tam je taki igralni park. No. In to bi naj bilo v naslednjem letu kopališče, potem še naslednjem letu pa igrišče pa igrala. Koliko bo stala ta celotna naložba? Ja, po sedanji oceni okoli 400 000 evrov. Kakšna je pa po vašem mnenju dolgoročna rešitev mestnega kopališča v Slovenski Bistrici? Ja, jaz moram tako povedati, nepokrita kopališča so v bistvu obsojena na 2 meseca, 2,5 meseca sezone, če je. Jaz lahko iz 15-16 letnih izkušnji rečem, da smo imeli najslabšo sezono, ko je bilo 15 kopalnih dni v celi sezoni, najboljšo pa, ko je bilo 54, ne vem, kjer leto že enkrat ne. Tako da je treba to računati, da ta zadeva se pokrivati ne more nikakor. Nikakor, to je pač potrebno sofinancirati oziroma v bistvu financiranje z občinske strani, ker tudi stopnine ne morejo niti v sanje pokriti, da ste videli, kaj sem rekel, v dnevih. Kopalcev je pa povprečju v normalnih poletnih dnevih je kopalcev tam med 30 in 50, medtem ko je recimo, da so temperature preko 30 pa 35 stopinj, teh je pa dosti več, samo tisto je pa samo 2-krat na leto, pa 3-krat, včasih pa sploh ne. No, to je to. Tako jaz pač mislim, da nepokrita kopališča ekonomsko nikakor ne zdelajo. So pa fajn, ljudje pa imajo radi taka kopališča, bolj kot pokrita, to jaz tudi vem. Pokrito kopališče ima pa druge, bom rekel, ekonomske zakonitosti zopet. Tam pa moraš imeti 12 mesecev na leto reševalce iz voda in to 2 ali pa 3, potem pa moraš imeti celotno medicino, vse tisto, kaj treba, potem moraš vodo ogrevati po zimi, pa tudi poleti, ker je sonce pri nas je sonce zagreje in iz izkušenj, ki jih imajo drugi, razen terme je treba drugače gledati. Jaz skoraj se bi bolj nagnil v temu, da mi smo se nekaj pogovarjali, da bi mi mogoče ta nepokrit bazen v odločenem obdobju naprej pokrili z enim balonom, ki bi bil dosti manj, bi rekel, drag, pa bi mogoče sezono podaljšal, da bi lahko začeli mi začetku junija, pa mogoče tam nekaj vsaj, ker zdaj moramo, pa tem pa bi to lahko tudi tam še do sredi septembra bilo, ker pač bi malo pomagalo, da bi ga pa po zimi zaprli, pa ne verjamem, da bomo naredili. Mateja Kobale je pred kratkim v Hiši dobrega počutja v Slovenski Bistrici predstavila svojo prvo knjigo z naslovom Čez Rime do zime naj se ljubezen prime. Več o pesniški zbirki je povedala v pogovoru za Studio Bistrica. Kako se je pravzaprav porodila ideja za vašo prvo knjigo, o čem govorijo vaše pesmi? Ideja za mojo prvo knjigo oziroma za te pesmi je nastala čisto spontano in sicer največkrat po vadbi joge, ker sem tudi certificirana učiteljica kundalini joge in takrat, ko sem najbolj sproščena in umirjena, prihajajo najboljše ideje, najbolj pristne. Pesmi so tudi nastajale čisto spontano z namenom ozaveščati ljudi in sicer prav tako kot tudi moji članki na mojem blogu in sicer v knjigi, kjer je 44 pesmi za mojih 44 pomladi, izredno pomembno prelomnico v mojem življenju, ko sem po 23 letih pustila službo in se prepustila toku življenja in sicer, da sem končno ugotovila, kaj želim početi v preostanku mojega življenja, da me pisanje sprošča. In v kakšni nakladi je izšla knjiga, kako ste zagotovili potrebni denar? Knjiga je izšla v nakladi 500 izvodov v samozaložbi.
sem sama to knjigo izdala in jo imam namen tudi sama prodati, tako da zaenkrat je ne bo v knjigarnah, ker želim iti med ljudi, da me spoznajo, da me začutijo, da dobijo občutek, da so pesmi v knjigi napisane srčno, iskreno, za dobrobit vseh. Rekli ste že, da pišete svoj blog. Od kod veselje do pisanja? To je tudi se zgodilo čist spontano. Dejansko je res, da se dosti bolj poslušam, da ko pridejo ideje, jih ne ignoriram in ko dobim še potem ta občutek podkrepljen, da je nekaj treba narediti, to naredim. Tako da je pisalo in beležka vedno v moji torbici. Namen pisanja bloga se je porodil pred enim letom z namenom pomagati ljudem na osnovi lastnih izkušenj, tako da se v vsakem moji zgodbi verjetno tudi marsikdo najde in da je pač v življenju lahko dosežemo marsikaj z voljo, z pogumom, tako da pesmi so pa tudi nastale čisto spontano in to z letošnjim letom. Zanimivo je to, da sem jih najprej začela objavljati na blogu in potem se je porodila tudi ideja, zakaj ne knjiga. In 44 mi je ta številka vedno nekako hodila po glavi. In je zanimivo to, da sem imela točno toliko pesmi na blogu pripravljenih, kot je bilo potrebno za knjigo. Odziv občinstva na predstavitvi tukaj v Hiši dobrega počutja je bil izjemen. Torej, to ni vaša zadnja knjiga? Ne, to je moja prva knjiga, ampak zagotovo ne zadnja. Pišem že tudi ljubezensko-erotični roman, ki bo izšel jeseni. Idej je še ogromno in res se prepuščam toku in se veselim novih dogodivščin. Za konec pa prisluhnimo še eni izmed vaših pesmi. Torej, namen knjige je tudi, da v njej so sporočila za dvig samozavesti tistega, katerih bo bral. In vedno, ko odprem pesmarico oziroma to zbirko pesmi, dobim tisto, kar tisti trenutek potrebujem. In da vidimo, bodi eno. Pred davnimi časi prisego sva dala, takrat, ko sva dihala eno, ko sva se spoznala. Duša je ena v telesih dveh, kakor v nebesih, tako tu na tleh. Občina Slovenska Bistrica in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica sta 23. junija organizirala osrednjo občinsko slovesnost ob 27-letnici neodvisnosti Slovenije in 25. juniju, dnevu državnosti, ter počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Slavnostni govornik je bil Miran Krušič, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica. Spoštovani veterani, veteranke, spoštovani domačini, domačinke, dragi prijatelji. Ko se danes ozrem naokrog, vidim nasmejane obraze, prelepo naravo, ki jo premore naša Slovenija. Država, za katero smo se odločili leta 1991, takrat sem ob pogledu na našo Ložnico začutil odgovornost in pripravljenost, da ohranimo in zaščitimo deželo za naše otroke. 160-članska enota je bila moja in jih ni bilo malo, ki so občutili strah. A kljub veliki nevarnosti so pogumno korakali po skupni poti osvoboditve enega izmed največjih skladišč v Sloveniji, skladišče Ložnica. Na tej poti nismo bili sami, saj smo imeli močno podporo domačinov, ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem. Skupaj smo lahko uspešno uresničevali strategijo, ki smo jo dobro leto kovala in načrtovala z Marjanom Streharjem, poveljnikom teritorialne obrambe. Žal, že pokojni prijatelj ima velike zasluge za to, da smo danes tukaj,
da lahko obeležujemo obletnico zmage, lahko ozaveščamo zavesti naroda. Kot tudi celotna teritorialna obramba, ki letos praznuje 50 let obstoja. Z vso odgovornostjo trdim, da naše dežele ne bi bilo, če ne bi bilo njih. Kot tudi ne bi bilo Ložnice brez moje čete. Vsak delček v mozaiku je sam zase lep, a samo popoln mozaik lahko zasije v svoji polnosti in takrat smo žareli in se borili ne samo za osamosvojitev Ložnice, borili smo se za slovenski narod, za slovenski zrak, ki ga dihamo, za demokratično Slovenijo, za enakopravnost in enakovrednost vseh posameznikov, za enakost pred zakonom, za ljudi, za Slovence. In uspelo nam je osvoboditi skladišče, žal za eno žrtvijo, a kljub temu hitro in učinkovito. Zato vas sedaj prosim, da se vsem, ki jih danes ni več z nami, poklonimo z minuto molka. Mirno! Slava jim. Ko pa se ozrem v pretekli teden, preteklo leto, 2, se zavem, da smo po uspešni bitki zašli. Predvsem v borbi za ljudi, enakopravnost, za demokracijo. Kako drugače si lahko razlagam nasprotovanje poveljnika vojaških sil, da imamo državno proslavo prav tukaj, na Ložnici, ki smo jo državljani sami osvobodili. Kako drugače si lahko razlagam odnos različnih vlad do veteranov, ki smo se borili za Slovenijo. Kako drugače si lahko razlagam mačehovski odnos države in politike do ljudi, ki smo bili 91. leta brez kančka dvoma žrtvovali vse. Kako drugače si lahko razlagam odnos vlade do vojske, ki je že več let podhranjena. In kdo jo rešuje sedaj? Rezervisti, državljani tisti, ki jim pripovedujete obeležitev spomina na našo osamosvojitev. Žal ugotavljam, da se za takšno državo, kot je danes, nismo borili in verjamem, da se za njo tudi sedaj marsikdo ne bi. Skrajni čas je, da vsi skupaj ponovno obudimo in uresničimo vrednote, ki smo jih imeli v zapisu TNK od svojega obstoja naprej. Ozaveščanje celotnega naroda o domoljubju, državljanskih vrednotah in odgovornosti nas vseh je odgovornost družbe. Domoljubje ni nekaj, kar je vezano za našo preteklost, za osamosvojitev. Domoljubje je lastno spoštovanje. In zato vas sprašujem, kako nas bodo spoštovali naši sosedje, če se sami ne spoštujemo? Če se sami ne cenimo, če sami ves čas iščemo samo napake v preteklih zmagah in se ne znamo ozreti v prihodnost s ponosom na vse naše dosežke. Ker leto 91 je naš največji dosežek, pa ga veliko naših državljanov ne pozna in ne spoštuje. To je tisto, kar moramo spremeniti, to je tisto, kar moramo ozavestiti, kot tudi, da je Ložnica bila in bo naša. Najprej v srcih, šele na to, na papirju, ki jih vlada premore v izobilju. Leta 91 smo čutili, da znamo in zmoremo oblikovati državo z demokratičnimi vrednotami, ki bo z demokratičnimi vrednotami postavila slovenski narod na zemljevid sveta. Čas je, da to ponovno vodimo in ozavestimo vse državljane. S proslavo, kot je današnja in še številnimi drugimi aktivnostmi, čas je, da stopimo skupaj kot Slovenci, ponosen narod, ki zna in zmore biti za ljudi. V kulturnem programu so sodelovali Kut Jožeta Avžnerja Zgornja Ložnica, učenci tamkajšnje podružnične šole, skupina Ložniške ufrce in Frajheimska godba. Program sta povezovali Jožica Repnik in Iza Merc. V nedeljo 24. junija so se člani Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica udeležili spominske slovesnosti v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem.
Ob koncu druge svetovne vojne, 25. aprila 1945, je postala gorska kmetija Peršman nad Železno kapljo prizorišče nacističnega vojnega zločina nad civilnim prebivalstvom. Na kmetiji so živeli ljudje družine Sadovnik in Kogoj, 4 odrasli in 7 otrok. Ker so podpirali protifašistično odporniško gibanje, je po prijavi prihromela nemška policijska enota, ki je kmetijo izropala, člane družine pa postrelila. Proti storilcem avstrijsko sodstvo ni nikoli vložilo obtožnice. Leta 1965 so na stanovanjsko hišo pritrdili spominsko ploščo. Leta 1980 pa je Zveza koroških partizanov dala pobudo za ureditev majhnega muzeja in vnovično postavitev prvega partizanskega spomenika, ki je bil postavljen leta 1947 v Velikovcu, a so ga tam politični nasprotniki razstrelili. Tako se je Peršmanova domačija razvila v najpomembnejši kraj koroških Slovencev z vsakoletno spominsko prireditvijo, kamor prihaja vedno več obiskovalcev tudi iz Slovenije. Spominsko slovesnost so pričeli s prihodom partizanskih praporjev in polaganjem vencem ob spomeniku padlim koroškim partizanom in ob spominski plošči za umorjene žrtve družine Sadovnik in Kogoj. V kulturnem programu pa je nastopil moški pevski zbor Folke Hartmann, ki obeležuje 85-letnico svojega delovanja. Ustanovil ga je Folke Hartmann, mladi pevec, komponist in zborovodja, že leta 1933. V času nacizma je bila strogo prepovedana slovenska beseda, zato so zborovodjo in nekaj članov zbora deportirali v Dachau, a je tudi tam ustanovil in vodil pevski zbor. Svojim delom je nadaljeval tudi po osvoboditvi, saj je vodil zbor vse do svoje smrti leta 1984. Med govorniki je bil tudi Milan Vute, predsednik Zveze koroških partizanov. V svojem nagovoru je opozoril na premlačno odzivanje avstrijskih oblasti proti hrvaškemu poveličevanju in čaščenju ustaštva na vsakoletnem zborovanju na Pliberškem polju. Zato je proti temu napovedal nove proteste. Aljaž Verhovnik, tajnik Zveze združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja iz Slovenije, pa je izpostavil dobro sodelovanje obeh organizacij, tudi po letu 1991, ko je Slovenija postala samostojna država. Omenil je pomen delovanja primorskih partizanov in upor Slovencev v Italiji in ni pozabil opozoriti na aktualna dogajanja ob mejah držav Evropske unije, ki se vedno bolj obdajajo žičnimi ograjami. Na zgodovino zatiranja in uničevanja koroških Slovencev ter še trajajoči kulturni boj za slovensko besedo pa je v svojem nagovoru opisal Erich Hakl, avstrijski pisatelj in borec za človekove pravice. Dejal je, da je boj proti Hitlerju pomenil tudi boj za pravičnost, ki pa je še danes ne doživljamo. Avstrijsko družbo je označil za družbo brez duše in ljudi razdelil v skupino storilcev zločina, ki se jim ni zgodilo nič, v skupino žrtev in v skupino gledalcev, ki jih je še danes strah zavzeti se za večjo demokratičnost, priznavanje pravic manjšini in sožitje v družbi. Dan je bil sorazmerno dejansko naporen, kajti prirediti to osrednjo vsakoletno spominsko svečanost na Južnem Koroškem terja le določene sile, vendar mislim, da je tako
bilo mogoče nagovoriti dosti domačinov, hkrati pa tudi pritegniti pozornost in tudi udeležbo naših prijateljev, da pravzaprav pravilno rečem tovarišev, tudi iz Slovenije, predvsem iz sosednjih krajev, mest in pokrajin. Tudi s tem sodelovanjem smo izredno zadovoljni, čeprav se zavedamo, da nobenega sodelovanja pravzaprav ne more biti kdaj dovolj. Tu pa tudi Zvezo borcev kot centralo, Zveza koroških partizanov dobro sodelujemo in to se je pokazalo ne nazadnje tudi ob predstavitvi peticije po prepovedi fašistične in nacistične simbolike tudi v Republiki Sloveniji, kjer smo ja prav tudi koroški partizani lahko soparticipirali oziroma vnesli tudi svoje izkušnje. Tako rekoč nam v preverbo, slovenskim tovarišem in tovarišicam pa mogoče na svet. Muzej na Peršmanovi domačiji si je ogledala tudi Herta Žagar, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica. Nad 100 kvadratnih metrov razstavne površine je namenjenih temam o preganjanju in uporu koroških Slovencev proti nacionalsocializmu. Vso razstavno gradivo je v slovenskem in nemškem jeziku. Na primeren muzejsko-pedagoški način obiskovalcu zgodovino nekega časa približujejo tonske postaje, filmski prispevki, fotografije in posamezni biografski dogodki. Člani spominskega muzeja Peršman so ugledni avstrijski zgodovinarji, pisatelji, sociologi in drugi znanstveni delavci, ki se zavedajo veličine upora in trpljenja zavednih Slovencev v času nemškega rajha. Prav na osnovi teh dejstev in temeljev je bila Avstriji podeljena državnost leta 1957 in iz tega razloga se mora nova slovenska oblast čim prej zavzeti, da je po razpadu Jugoslavije prav Slovenija upravičena naslednica podpisa avstrijske državne pogodbe, če nam je mar za naše zamejske Slovence in njihov boj za priznavanje slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem. Obiskati Peršmanovo domačijo v bližini Železne kaplje me je potegnilo in navdušilo prav zato, ker osebno globoko cenim vse tiste slovenske ljudi, vse tiste Slovence iz preteklosti in tudi sedanjosti, ki so bili in ki so pripravljeni za slovensko stvar, za slovensko domovino kaj vitalnega narediti, in Peršmanova družina je prispevala v tem boju največ, kar je lahko, torej svoje življenje. Sicer pa me kot predstavnico Zavoda za kulturo v Slovenski Bistrici navdušuje muzej v Peršmanovi domačiji, ki je, ker sem slišala, da je postavljen amatersko in z velikim entuziazmom, postavljen zelo strokovno, profesionalno in pa z veliko srčnostjo. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v sredo 27. junija sešel na 22. redni seji. Svetniki so uvodoma sprejeli odlok o rebalansu proračuna za leto 2018. Popravek proračuna je bil potreben predvsem zaradi višjih stroškov zimske službe. Kljub temu, da so za to postavko morali dodatno zagotoviti skoraj 1 milijon evrov, tekoče poslovanje občine ni okrnjeno. Tudi investicije niso ogrožene, saj bodo plačila nekaterih projektov izvedli v prihodnjem letu. Občinski svet je med drugim po daljši razpravi v prvi obravnavi potrdil odlok o kategorizaciji občinskih cest ter podal soglasje k statutu javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica in k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Svetniki so potrdili naložbena programa za dograditev druge osnovne šole Slovenska Bistrica in nadzidavo ordinaciji za zdravstveni dom Slovenska Bistrica ter novelacijo naložbenega programa celovita prenova javnih objektov v lasti občine. Seznanili so se tudi s poročilom o delovanju javnih zavodov v letu 2017 in akcijskem načrtu za neodvisno življenje invalidov v občini za obdobje 2018-2022. V Slovenski Bistrici so odprli trgovino Intimo plus Style s perilom, kopalkami, hišnim tekstilom in oblačili. Trgovina se nahaja na križišču Partizanske in Tomšičeve ulice. Ponujajo
predvsem ženska oblačila iz naravnih materialov za vse postave. Poleti se oglasite pri njih za nakup modnih tunik, oblek, majic in hlač, lahkotnih materialov ter plažne mode. Do konca meseca junija vam na vse artikle nudijo še minus 20% popust. Vabljeni! Na Zgornji Ložnici je v petek 22. junija potekal 7. VIP turnir v malem nogometu za veterane. Športno društvo Zgornja Ložnica je tradicionalno tekmovanje pripravilo ob dnevu državnosti in v počastitev 27. obletnice zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Na turnirju je nastopilo 7 ekip, in sicer Policijsko-veteransko združenje Sever odbor Slovenska Bistrica, Območno združenje vojnih veteranov Slovenije Slovenska Bistrica, Klub direktorjev Slovenska Bistrica, Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, Športno društvo Zgornja Ložnica Gamsi veterani, Krajevna skupnost Vrhole Preloge in ekipa prvega korpusa Vojske Republike Bosne in Hercegovine. Zmagalo je moštvo iz Bosne in Hercegovine pred Krajevno skupnostjo Vrhole Preloge in Športnim društvom Zgornja Ložnica Gamsi veterani. Pokal za najboljšega vratarja je prejel Stanislav Vivod. Najboljši strelec turnirja pa je bil Haris Mujkič. Pokale so podelili dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Ivan Komaver, predsednik Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica in Miran Krušič, predsednik Območnega združenja vojnih veteranov Slovenije Slovenska Bistrica. Spoštovane in spoštovani, junijska informativna oddaja iz Studia Bistrica se je iztekla. Kljub kislemu vremenu vam želimo lep konec tedna, kjerkoli že boste, in ne pozabite, da se tudi počasi daleč pride. Pa srečno!